krenuli. Pozdravljeni, dragi otroci! Ponovno dobrodošli v YouTube kanalu Moj knjižni kotiček. Lepo pozdravljeni, otroci! Zajčki obožujejo korenje in pa seveda tudi drugo zelenjavo. Kaj pa ti, Lovro, imaš rad zelenjavo? Včasih mi je všeč, drugače pa ne. Ja, samo včasih je fino pojesti kaj zelenjave, ja? Ampak v tokratni sodobni pravljici bomo spoznali srčnega zajčka, ki svojim prijateljem vedno znova priskoči na pomoč. A tokrat je tudi on potreboval pomoč. So mu prijatelji vrnili uslugo? Ne poznam te pravljice, zato bomo zdaj izvedeli. Res je. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Cvetko in velika korenčkova dirka. Zajček Cvetko je bil navdušen nad svojim zelenjavnim vrtom. Vsako leto je pridelal kup okusnih vrtnin. Spomladi zelje, poleti solato, jeseni brstični ohrovt in seveda korenje. Cvetko je od vsega najraje jedel korenje in njegov pridelek je bil vedno obilen. Tudi Cvetkov stric Berti je bil odličen vrtnar in je dobival celo nagrade. Živel je v sosednji hiši in je rad delil nasvete o vrtnarjenju. Na vrtu posej ognjič, da ti polži ne bodo hodili v zelje, je imel navado reči. In ne pozabi natresti malo komposta, preden poseješ korenje, potem bo debelo in sočno. Tudi Cvetkova teta Maja je bila polna koristnih nasvetov. Korenja po prvi zmrzali ne smeš pustiti več v zemlji. Prinesi ga meni in jaz ti bom spekla korenčkovo torto. Cvetko se je obliznil. Torte tete Maje so vedno tako dobre. Čez nekaj tednov se je Cvetko prebudil precej zgodaj. Jesensko sonce je že sijalo, a ko je pomigal smrčkom in povohal zrak, je takoj začutil, da prihaja prva slana. Čas je, da izkopljem korenje, si je rekel Cvetko in vzel iz lope staro samokolnico in vile. Ravno ko se je lotil kopanja, pa je prišla njegova prijateljica, veverica Pikica. Joj, Cvetko, mi lahko pomagaš? Ga je zaskrbljeno vprašala Pikica. Pred zimo moram pospraviti lešnike in če mi posodiš samokolnico, bom opravila, kot bi mignil. Seveda, Pikica, je prijazno rekel Cvetko in lešniki so bili še pred prvo popoldansko malico na varnem v votlem deblu starega hrasta. Naslednji dan je bil Cvetko že vse zgodaj pokonci, da bi nadoknadil zamudo pri izkopavanju korenja. A kaj kmalu ga je obiskal Krt Gusti. Za zimo si kopljem na urov, pa me tako zebe, da težko delam, je potožil Gusti. Bi mi lahko pomagal? Cvetko bi raje najprej izkopal korenje. A kaj, ko je ubogi Gusti videti tako nesrečen, da ga ni mogel zavrniti? Seveda ti bom pomagal, je rekel in ponudil Gustiju svoj šal, da bi se ogrel. Ves dan je trajalo, preden sta izkopala rov za Gustija. Naslednji dan pa je bilo mrzlo kot še nikoli. Joj, korenje moram izkopati, preden zemlja povsem pomrzne, si je rekel Cvetko. Potem pa na lepem, ti smola. Samokolnica je zadela ob kamen, na ves glas je počilo in kolo je odletelo. Kaj bom pa zdaj? Je ves nesrečen vzkliknil Cvetko. Pomoč pa k sreči ni bila daleč. Ti si pomagal nama, sta rekla Pikica in Gusti. Zdaj sva midva na vrsti, da ti pomagava. Zadevo je vzel v roke stric Berti in kmalu so vsi vneto izkopavali korenje. Najbolje bo, da ga čim prej spravimo v lopo. Mislim, da bo snežilo, je rekel. Že vem. Tekmujmo, kateri bo prenesel največ korenja, je predlagal stric Berti. In zmagovalec bo dobil posebno nagrado. In tako se je začela velika korenčkova dirka.
Cvetkovi prijatelji so dirjali gor in dol po vrtu in vsak je nesel čim več korenčkov. In kot bi mignil, je bilo vse korenje na varnem Cvetkovi lopi. Uganite, kdo je prinesel največ korenja? Cvetko, se razume. In tu je tvoja nagrada, se je zasmejala teta Maja. Spekla je največjo torto, kar jih je Cvetko kdaj videl. In kmalu so vsi sedeli ob ognju, žvečili korenčkovo torto in srkali vroč čaj. Cvetko odtlej vsakokrat, kadar je korenje dovolj debelo in ga je treba pobrati, povabi prijatelje na korenčkovo dirko, čeprav mojstric Berti medtem naredil čisto novo samokolnico. Cvetko vedno zmaga in teta Maja mu za nagrado vsakokrat speče korenčkovo torto. S prijatelji je veliko zabavneje, kot če bi korenje izkopaval sam, je prepričan Cvetko. Ampak prav nič manj naporno, še doda in se udobno zavije v odejo, preden se zaziblje v zasluženi spanec. Lahko noč, Cvetko. Simpatična pravljica, kaj ne? Ja, jaz sem pa mislil, da bojo korenčki dirkali. A res? Ja, zanimivo. Ampak tale zajček je pa res prijazen in srčen, kaj ne? Ja. Kljub temu, da je imel sam veliko dela, si je vzel čas za svoje prijatelje ter jim priskočil na pomoč. Ker pa se dobro z dobrim vrača, so tudi prijatelji zajčku priskočili na pomoč. Super ideja, kaj ne? Ja. Poleg tega pa so se vsi prav imenitno imeli in zabavali. Otroci, ne pozabite prisluhniti še kakšni zanimivi pravljici v mojem knjižnem kotičku. Lepo se imejte in se kmalu spet vidimo. Čau, čau! Čau! A ti si pa mislil, da bojo korenčki dirkali? Ja. Ne, resno. Si pa prav zabaven.